Dober dan in lep pozdrav vsem novinarjem, ki ste se nam danes lahko pridružili. Nekaj se nam jih bo verjetno pridružilo še z kakšnim zamikom. Lep pozdrav tudi vsem 4 predsednikom koordinacije zdravniških organizacij. Podali boste kratke izjave po današnji seji koordinacije, in sicer na temo nacionalnega načrta za okrevanje za področje zdravstva in predvsem digitalizacije in pa seveda na druge aktualne teme, ki bodo tudi jih zastavljali. Za začetek prosim kar vas, doktor Igor Dovnik, predsednik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, ki vodite v tem letu koordinacijo zdravniških organizacij, da podate izjavo. Najlepša hvala, pozdravljeni gospa Gornjec, čeprav berem, upam, da bo še kdo prišel, pa tudi, če boste vi povzeli, kar smo povedali, bo to boljše, kot pa, da se ne bi oglašali. Torej, danes smo poleg ostalih točk na seji obravnavali tudi dokument načrt za okrevanje in odpornost, ki je pravzaprav v mesecu aprilu prišel v slovensko javnost. Dejansko smo se ga nekako dotaknili na naši seji koordinacije in ugotovili, da pravzaprav dokument se ne loteva ključnih problemov, ki jih v tem hipu zdravstvo ima. Tudi vpliv nas zdravnikov in pa kolegov zobozdravnikov je bil na nastanek tega dokumenta omejen. Seveda verjamemo, da se bo dokument s časom izboljševal, da gre za nek osnutek nekega dokumenta, ki bomo seveda ga zdravniki in zobozdravniki skušali popravljati. Je pa seveda nujno, da pri izboljševanju tega dokumenta sodelujemo torej tudi zdravniki in zobozdravniki, zdravniške organizacije in kot prva zdravniška organizacija med nami Zdravniška zbornica Slovenije. Dejstvo je, da seveda v našem zdravstvenem sistemu je marsikaj narobe bilo že bistveno pred epidemijo in seveda epidemija je stvari samo dodatno razgalila. Razpada organizacija, ni prave hierarhije vodenja, niso ustrezno razporejene kompetence in pa tem kompetencam pripadajoče odgovornosti. Nedvomno bo dokument načrt za okrevanje in odpornost na dnevnem redu naslednjega sestanka, ki ga z ministrom načrtuje koordinacija zdravniških organizacij. Po dolgem času, sam že kar nekaj časa sodelujem pri vodenju našega združenja, moramo reči, da ta sestava na Ministrstvu za zdravje ali pa vodstvo Ministrstva za zdravje je, kar se sodelovanja z zdravništvom tiče, naredila velik korak naprej. Na prvem sestanku smo se dogovorili, da se bomo redno sestajali vsaka 2 meseca, po potrebi še kaj dodatno, tako da to jaz mislim, da je dobra osnova, da tudi ta dokument popravimo. Zdaj, kar se tiče digitalizacije, bi jaz mogoče samo eno splošno, kako bi rekel, svojo željo predstavil. Namreč v našem zdravstvenem sistemu imamo kar nekaj računalniških hiš in programov, s katerimi delamo. Sistem je na ta način zelo, zelo razdrobljen. Torej, hrbtenica zdravstvenega, torej IT sistema, ki nastaja, tudi ima številne porodne krče, bo pa seveda v perspektivi okrevanja in izhoda iz epidemije na voljo kar nekaj evropskega denarja za IT spremembe, izboljšave in za digitalizacijo tudi zdravstva kot pomembnega segmenta družbe. In moja želja ali pa poziv bi bil, da pravzaprav država vloži nek denar v ta sistem in naredi enoten program, ki bo pravzaprav zajemal vse, ki delujemo v zdravstvenem sistemu. Na ta način bo se izgubilo zelo, ali pa bistveno manj denarja, kot se ga izgublja sedaj, in pa seveda povezovanje različnih sistemov, če bo en sistem odpade. Prav tako pa seveda je treba razmišljati tudi o kolegih, čistih zasebnih zdravnikih in zobozdravnikih, ki v trenutni sistem hrbtenice e-zdravja pravzaprav nimajo dostopa. V ta nov sistem, ki bo nastal, če bo nastal, bi pravzaprav morali imeti pravico dostopa vsi zdravniki in zobozdravniki, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za delo. Jaz bi s tem mogoče zaključil svoje kratko izvajanje, pa prosim seveda kolege, da me dopolnijo, na koncu bom pa še en poziv ali pa prošnjo, da jo sporočite medijem. Izvolite.
Najlepša hvala, doktor Dovnik. Morda zdaj prosimo za odziv še profesorico doktorico Bojano Bejović, predsednico Zdravniške zbornice. Lepo prosim. Ja, hvala za besedo. Mislim, da je glavne poudarke današnjega sestanka povzel že doktor Dovnik. Skratka, zdravniške organizacije in Zdravniška zbornica posebej se zavzemamo na vsak način, da smo slišani v spremembah, v kakršnihkoli debatah v zdravstvenem sistemu. Iz razloga prvič, ker poznamo razmere v zdravstvu in ker lahko s tem svojim poznavanjem prispevamo k izboljševanju zdravstvenega sistema. Po drugi strani pa seveda tudi zato, ker čutimo eno odgovornost do prebivalcev Slovenije in do svojih bolnikov. Mislim, da smo to zelo, zelo dobro izkazali v času te epidemije, ko naš skromni zdravstveni sistem ni pokleknil, ko smo pravzaprav uspeli izvajati tudi vse ostale aktivnosti, čeprav v izjemno težkih razmerah. In jaz upam, da bomo to sodelovanje, ki se je na ravni zdravniških organizacij z ministrstvom začelo, tudi uspešno nadaljevali. Tukaj je seveda Zdravniška zbornica posebej zainteresirana za sodelovanje na področju javnih pooblastil, ki jih imamo, ker želimo te sisteme, kot so specializacije, recimo izboljšati, pokazati tukaj nek napredek spet v bistvu v neko zagotavljanje boljše zdravstvene oskrbe in pa seveda tudi na drugih področjih, tako da se pač pridružujem tej želji oziroma predlogu doktor Dovnika, da še naprej sodelujemo pri še nadaljnjem pravzaprav ustvarjanju tega programa za okrevanje, ki ni zaključen dokument. Hvala. Najlepša hvala, profesor doktor Bojana Bejović. Prosim za odziv oziroma dopolnitve še strani dr. Konrada Kuštrina, predsednika Fidesa, Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Lepo prosim. Mikrofon, Konrad. Mikrofon. Zvok imaš izključen. Ne slišim jaz. Jaz mislim, da ta dokument sicer postavlja diagnozo dvem problemom, in sicer pomanjkanju zdravnikov, zlasti na primarni ravni, in problemu zdravstvene nege, ne sporoča, ne daje pa operativnih rešitev, kako to rešiti. In že desetletja govorimo o pomanjkanju zdravnikov družinske medicine in jaz osebno, Fides, pa tudi zdravniške organizacije, govorimo o težavah, ki jih imamo z pomanjkanjem srednjih medicinskih sester, ki odhajajo iz bolnišnic, vsled tega zelo trpi zdravstvena nega, ker so pač preobremenjene. In mislim, da ta dokument ne daje konkretnih in ustreznih rešitev in bomo skladno z današnjim dogovorom, kakor tudi druge rešitve, ponudili na naslednjem sestanku ministru za zdravje kot dopolnitev. Najlepša hvala. In prosim še profesora dr. Ratka Komadino, predsednika Slovenskega zdravniškega društva, ki je tudi z nami, če lahko mora biti še kaj dopolni oziroma doda k povedanemu. Ja, hvala. Ko je predsednica von der Leyenova predstavljala te ogromne milijarde kot paket za obnovo Evrope po tej uničujoči epidemiji, je s tem izkazovala prepoznano potrebo po krepitvi zdravstvenega sistema v prav vseh državah. Je že res, da je naš zdravstveni sistem trdoživ in nam ga zdaj virus ni zrušil, ampak zelo, zelo težko ga ohranjamo pri življenju, kajti kljub vsem napovedim, kljub vsem pozivom se žal naše prebivalstvo ni dovolj hitro odzvalo, nismo se cepili tako,
kot smo si želeli, in še zdaj, po letu in pol, so naše bolnišnice prepolne COVID bolnikov in zaradi tega seveda trpi potem ostala patologija. Da Evropa ponuja veliko denarja za krepitev zdravstvenega sistema, bi tukaj kazalo potem to tudi na slovenski strani izkoristiti za kaj več kot za napovedane investicije, ki so v tem projektu. Jaz menim, da so investicije v zdravstveno strukturo v tem projektu trenutno premalo ambiciozne in zdaj zagovarjam stališče velikega jedra zdravnikov na terciarnem nivoju, da bi akademski medicinski center, ki bi ga lahko s pomočjo sedanjega programa zastavili, pomenil razvojno priložnost za celotno državo, ne samo za naše bolnike, ne samo za državljane Slovenije, ampak tudi za gospodarstvo, za impuls pri visokotehnoloških podjetjih in tako naprej. To pomeni zdravniške organizacije, ko bomo pač povabljene k konstruktivnemu dopolnjevanju tega projekta s slovenske strani, menimo, da je silno pomembno bolj izkoristiti ta ponujena sredstva od sedanje nameravane gradnje posamičnih oddelkov bolnišnic. Najlepša hvala, profesor dr. Komadina, še za vaše dopolnitve oziroma vaša stališča. Morda v bistvu kakšno vprašanje na tej točki, potem pa še ostale teme, kot je tudi že dr. Dovnik napovedal. Z nami je STA Sanja Gornjec. Imate morda kakšna vprašanja? Ja, lepo pozdravljeni. Jaz bi sam prosila za pojasnilo, a to gre za ta načrt za okrevanje, ki ga je Slovenija zdaj v začetku meseca oddala v Bruselj, ste o tem govorili danes? A se to potem še lahko dopolnjuje, ali je to, kar je Slovenija zdaj že poslala tja, tudi dokončni načrt? Jaz ne vem, če kdo čisto točno ve odgovor, ampak domnevamo ali pa verjamemo, da je to zaradi pač časovnih omejitev, ki jih je država imela, da je pač nek program predstavlja, da je to nek delovni dokument in tudi, kolikor imam jaz pojasnila, pa mogoče nimam najbolj ta pravega, je to pač dokument, ki se bo še dopolnjeval in spreminjal in da gre za neka osnovna izhodišča, pa ne morate zdaj čisto za besedo vleči. Bi pa še prosila sam mogoče omenili ste že pač problem srednjih medicinskih sester, pa da so investicije premalo ambiciozne, pa bi mogoče, če bi lahko izpostavili tam kakšne, ne vem, ključne poudarke, ki bi jih vi kot koordinacija zdravniških organizacij želeli videti v tem dokumentu. Konrad je dvignil roko. Ja, jaz sem pač spregovoril o pomanjkanju družinskih zdravnikov. Kot veste, se zdaj na razpis javlja približno tretjina, kolikor je bilo razpisanih delovnih mest. To se dogaja že več let zapored. Nekateri kolegi so povedali, da se s tem ne more dopolniti niti tiste zdravnike, ki bodo odšli v zaslužen pokoj. Hospitalni zdravniki seveda se zavedamo hudega pomanjkanja in težav zaradi odhodov medicinskih sester, zlasti srednjih, v druge poklice, pa tudi diplomirane medicinske sestre hodijo na v bistvu recimo referenčne ambulante ali pa na druga lažja delovna mesta. Tako da tu je problem, ki ga mi, o katerem govorimo že desetletje, po mojem nujna takojšnja sprememba plačnega sistema, kajti za minimalno plačo ne boste več dobili medicinskih sester in za 2 minimalne plače tudi ne zdravnikov, specialistov družinske medicine. To je za nas, za mene je to akutno, je treba takoj rešiti in v tem dokumentu se o njem tako govori, kolikor sem jaz uspel razviti, zelo, zelo v rokavicah. Hvala. Izvoli, Ratko. Ja, kar se pa tiče infrastrukture, bolnišnica v Ljubljani je stara približno 50 let, plus minus kakšno leto.
podobne starosti tudi mariborska bolnišnica, oboje sta naša terciarna centra. Tudi veliko ostalih, pa prav vse ostale bolnišnice v Sloveniji nenehno poročajo in tožijo, da je infrastruktura dotrajana in da za vrhunsko medicino, ki temelji na vsakodnevno novih znanstvenih odkritjih in zahteva vsakodnevno nove uporabe novih tehnologij, je zdaj morebiti dobra priložnost, da se v tej poepidemični obnovi Evrope izkoristijo evropska sredstva za nove investicije, ne nenehno krpati starih hiš. Zgradimo v 2-milijonski državi akademsko bolnišnico, ki jo bodo uporabljali lahko vsi slovenski zdravniki. To se da, zgledi so v svetu, tukaj zdaj ne bi šlo za nobeno slovensko lastno pot, ampak pravzaprav za posnemanje svetovnih zgledov. Narediti sistem bolnišnic z krono na vrhu, z akademsko bolnišnico, ki bi sledila tako, kot si želimo, razvoju svetovne medicinske znanosti. In če ne kdaj, če ne zdaj, ko nam Evropa ponuja ta sredstva, zakaj tega ne zgradimo? Ne biti preveč skromni in zidati posamičnih oddelkov. Če morda kakšni odzivi na to vprašanje? Sicer se nam je zdaj pridružila tudi Milena Zupanič iz Dela. Preden gremo na ostale teme, morda Milena, imate tudi vi še kakšno vprašanje na to temo? Ne vem, če se sploh vem priključiti, kaj me slišite? Slišimo. V redu. Nimam, zelo fino poslušam in vse v redu, se opravičujem za 10 minut zamude, neko gneča je bila na cesti in zdaj poslušam naprej. Imam sicer eno vprašanje, ampak bom ga mogoče kdaj kasneje. Hvala. Dobro, hvala. Potem pa morda dr. Dovnik, morda naslednje teme, ki ste jih želeli izpostaviti. Ja, digitalizacija, sem se prej malo dotaknil, se pravi, del tega načrta za okrevanje in odpornost je tudi digitalizacija. Tudi tukaj moram reči, že pred leti, pa verjetno je kakšna 3-4 leta nazaj, sem poslušal na enem dogodku, ena baltiška država je pred že 3, 4, 5 leti imela praktično 97-98% digitalizirano kompletno zdravstvo, se pravi, vsi kartoni, vsi izvidi, vse praktično je bilo digitalizirano. Razlika, seveda temeljna razlika, ki sem jaz takrat pač, ko sem to poslušal, se mi je to seveda zdelo neverjetno. Jaz sem sam v svoji ambulanti še daleč od digitalnega kartona. Razlika je bila pa ta, da seveda ne vem, ali je bila to Litva, Latvija ali Estonija, pa mislim, da ni bila Estonija, da je bilo na L, Litva verjetno ne. Skratka, je bila, torej temelj tega sistema je bil program, torej software, ki ga je pravzaprav država naredila za celotno državo in vsi praktično deležniki v zdravstvu, se pravi od bolnišnic do navadnega primarnega zdravnika, zasebnika, so pravzaprav bili priključeni na ta enoten program in ta enoten program seveda omogoča tudi to, da je praktično združljivost, pretok dokumentov in vse na nivoju, ki si ga seveda mi lahko samo sanjamo in želimo. V preteklem mesecu smo v Sloveniji imeli dejansko en poziv Nacionalnega inštituta in pravzaprav ne vem niti koga, Ministrstva za zdravje, da se moramo vsi priključiti na ta ZNet oziroma digitalno hrbtenico, pri čemer so seveda ponujali številne možnosti. Torej, moji kolegi zasebniki smo vsaj 3-4 ponudbe dobili, kako se lahko pridružimo temu skeletu z vsak nekaj 100 ali več evri začetnega stroška, pa potem seveda z vsakomesečnim stroškom. In to je vse nekaj, kar pravzaprav bi se na način, če bi se uvedlo v državi enovit nek sistem digitaliziran, nek program, ki mislim, da bi ga moralo država, ministrstvo narediti, pravzaprav to vse odpade. Dodaten problem pa to, kar sem že prej povedal, je, da sedaj v tem hipu
kolegi, ki niso, torej koncesionarji, ki niso del tako imenovanega javnega zdravstva, sploh nimajo dostopa do izvidov, do določenih reči, do katerih bi sicer kot zdravniki naj imeli dostop. Se pravi, zobozdravnik, k kateremu pacient pride, mora praktično papirnate izvide zraven prinesti, ker on ne more vnašati v sistem. Podobno je za kakega sekundarca, ki dela na samoplačniški bazi. Se pravi, to je tudi nekaj, kar bi bilo z nekim takim sistemom možno urediti. ZZZS je tukaj problem, ne ministrstvo ali nacionalni inštitut. Tako da tu imamo več vprašanj. Je pa seveda denar, ki je na voljo, prilika, da tudi na tem področju država naredi velik korak naprej in pravzaprav poenoti torej sisteme, ki jih v tem hipu imamo in marsikdaj niso kompatibilni. Torej, če en zdravnik uporablja drugačen sistem kot drugi, digitalna kartoteka, na primarnem nivoju so lahko kartoteke včasih široke, tudi papirnate 8 cm in digitalni dokumenti se kopičijo. Če sistema nista kompatibilna, je včasih edina rešitev za prenos dokumentacije od enega zdravnika k drugemu printanje izvidov, kar je, mislim, se strinjamo vsi na onem koncu razumnega. To je, kar se tiče digitalizacije, pa mogoče, če sem pri besedi, samo še izkoristim, sem pediater, pa bo to zdaj zloraba položaja. Pediatri veliko cepimo in jaz bi izkoristil priložnost, da imamo tukaj novinarje kot predstavnik Združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, pa tudi kot vodja koordinacije zdravniških organizacij, bi lahko da rečem, da v imenu vseh zdravniških organizacij, ki smo združene v koordinaciji, prosil in spodbudil vse kolege, naše zdravstvene sodelavce, tudi vse ostale, lahko rečem svoje prijatelje, znance, da se čim prej cepijo. Torej, cepljenje je nekaj, kar nam lahko prinese normalizacijo življenja, ki si jo vsi po letu in zdaj že nekaj mesecih epidemije nujno zaslužimo. Cepiva bo počasi, ali ga je že dovolj, da se pravzaprav cepimo vsi. Ne čakajte, cepite se. Hvala lepa. Najlepša hvala, to je zdaj krasno sporočilo, s katerim verjetno počasi zaključujemo. Morda bi vseeno na temo cepljenja še kdo od predsednikov želel podati poziv, ker vemo, da je to zdaj zelo, zelo pomembno obdobje. Cepiva bo kmalu dovolj oziroma se pričakuje v tem mesecu v velikih količinah, pa morda profesor dr. Bojana Bejevič in potem še dr. Kuštrin in profesor dr. Komadina. Ja, hvala za besedo. Jaz seveda spodbujam k cepljenju tako rekoč iz prve roke, ker cepljenje pokriva tako rekoč moja zdravniška specialnost in bi pa položila na srce tudi vsem ostalim zdravnikom, ostalim specialnostim, lepo je to povzel dr. Dovnik, da je pač trenutek v času ta, ko moramo na cepljenje pomisliti vsi. Ker nam bo to dejansko prineslo, to ni pogojnik, ampak dejansko nam bo prineslo normalno življenje, tako zdravnikom glede obsega našega dela, kot vsakemu posamezniku v vseh njegovih aktivnostih. Tako da res ne smemo zamuditi nobene prilike, da svoje kolege in svoje sodelavce v timu, pa tudi vse ljudi, prebivalce Slovenije pozovemo k temu, da se za cepljenje čim prej prijavijo oziroma odločijo. Tako da hvala lepa vnaprej, če boste uspeli to sporočilo posredovati tudi preko svojih medijev prebivalcem Slovenije. Morda še dr. Kuštrin, dr. Komadina, podobni pozivi. Ja, hvala lepa. Jaz se pridružujem dr. Dovniku in profesor Bejovičevi temu pozivu. Pravzaprav smo se našli zdravniki v situaciji, ko moramo skoraj prositi državljane, da se cepijo. Rekel bi, da če hočemo spet zaživeti tako kot pred epidemijo, se je cepiti in to mora vsak vzeti kot državljansko odgovornost. Hvala. Ja, smem še jaz povedati svoje. Kljub temu, da je število novih primerov minimalno v upadanju, me slišite? Slišimo, v redu je. Ja. Kljub temu, da je v splošni populaciji
pojav okužb nekoliko v upadanju, kar je verjetno povezano zdaj tudi z letnim časom, pa bolnišnice pokamo po šivih, z številom bolnikov, ki jih imamo intubirane na intenzivnih oddelkih in ki smo jih bili prisiljeni tako povečati, da smo zaradi tega asimetrično bili prisiljeni zmanjšati obseg dela pri zdravljenju množice drugih resnih bolezni. In to, da se nekdo ne želi cepiti v tem trenutku v družbi, vidimo kot njegovo dejanje sebičnosti. Zdaj je čas za solidarnost, zdaj je čas, da se cepimo zato, da bomo sočloveku olajšali preživetje. Zdaj dobivamo v bolnišnice na intenzivno zdravljenje ljudi, ki so pred nekaj meseci preboleli COVID. In v približno 15% tako prekopavca nismo delali študije, ampak v vsakodnevni praksi, jaz sem danes ponoči, zjutraj sem prišel iz dežurne službe, v vsakodnevni praksi vidimo, da imamo kakšnih 15% povratnikov, ki so srečno preboleli COVID, pa zdaj po 3 mesecih ne morejo živeti. In ko pridem iz bolnišnice, tako kot vsi moji sodelavci, smo jezni na tiste, ki se zdaj nočejo cepiti. Gre za sebičnost. Situacija je zelo, zelo resna. Te epidemije ne bo konec pred poletjem, ta epidemija nas bo napadla tudi jeseni. Rešitev je edino cepljenje. Najlepša hvala, doktor Komadina. Zdaj, če so še kakšne vprašanja, ne vidim, da bi bile kakšne roke dvignjene. STA, še eno vprašanje, prosim. Ja, lep pozdrav ponovno, ker smo ravno načeli temo cepljenja. Z vsemi vašimi pozivi. Veliko je tudi ljudi, ki so že prijavljeni na seznam za cepljenje, pa še čakajo na vabilo, ker trenutno še niso na vrsti po nacionalni strategiji cepljenja. Pa me zanima vas, kako vi kot predstavniki različnih zdravniških organizacij gledate na ta pristop države, kako se je lotila tega cepljenja. Zdaj tudi že nekaj časa to poteka, najbrž so bile že kakšne ne ravno analize, ampak vaši razmisleki, ocene, kje bi lahko bil prostor za izboljšave, da bi se vse to pospešilo. Doktor Beović o tem tudi je že nekaj danes povedala, mogoče doktor Dovnik kot zdravnik na primariju, kako vi gledate na to? Bi se morali družinski zdravniki in pediatri mogoče bolj aktivno v to vključevati? Hvala lepa. Hvala lepa za vprašanje. Mogoče bom odgovor takšen, kot si ga marsikateri od mojih kolegov ne želi. Jaz ogromno cepim. Torej, jaz sem eden od večjih, pa ne jaz, ambulanta, kjer pač delam, večjih cepiteljev v naši državi. Bil je en dogodek, ki ga je organizirala zdravniška zbornica in tam sem jaz pravzaprav že pred časom rekel, da edini način, če želimo pravzaprav cepljenje približati pacientu, je, da pravzaprav cepimo vsi, ki želimo, zmoremo in znamo. To pravzaprav, danes smo kar nekaj na koordinaciji govorili o kompetencah zdravnika, ki konča medicinsko fakulteto. Cepljenje ni nek zelo, kako bi rekel, tehnološko zapleten proces. In moja ideja je bila, pa jaz ponavljam, jaz sem sebe že pred leti proglasil za cepilnega mudžahedina, ker dejansko zagovarjam cepljenje vsak sleherni dan pri svojem vsakdanjem delu, pa seveda cepiva proti koronavirusu v hladilniku še vedno nimam, pa imam velik hladilnik, mogoče ne za -70 stopinj, ampak številna zdravila, torej cepiva prihajajo, ki ne potrebujejo tako kompleksne logistike. Kompleksna logistika mRNA cepiv je bila tista, ki je pravzaprav onemogočala, da bi cepljenje približali pacientu, pa tudi to so določene zahodnoevropske države naredile mnogo pred nami. Jaz še vedno mislim, da pravzaprav bi bilo prav, da se cepljenje izvaja čim bližje uporabniku. Marsikdo bi verjetno lažje ali pa hitreje prišel do svojega družinskega zdravnika
Je pa res, da tu je pri družinskih zdravnikih, veste, kar nekaj problema. Tudi na današnji koordinaciji smo precej govorili o tem, kakšna stiska je na primarju, na področju splošne družinske medicine. Kolegi že delo, ki ga imajo za opraviti, težko opravijo, komaj opravijo. Torej, če bi želeli cepiti tudi pediatri, bi seveda lahko se vključili v cepljenje. Je pa seveda res, da vsaj za zasebne zdravnike in kolege družinske medicine, tako kot pediatre in šolske zdravnike, je dejstvo, da če mi cepimo, potem naše delo mora opraviti nekdo drug. Ljudje ali pa otroci zbolevajo, tudi starejši pacienti imajo neke akutne težave. Če recimo moja ambulanta ta teden cepi, jaz lahko pocepim verjetno 1500 ljudi v enem tednu, ampak moje bolne otroke mora nekdo drug gledati. Se pravi, tu je malo logistike, malo težav, malo problemov, ampak z malo sreče, volje, želje bi se marsikaj dalo tudi na tem področju še spremeniti. In seveda, če bo potreba, da cepimo tudi splošne družinske medicine, zdravniki, pediatri, lahko tudi kdo drug, a veste, tudi patronažne sestre so recimo ena stvar ali pa en segment našega zdravstva, ki se bi ga dalo uporabiti za cepljenje tistih, ki so težje mobilni ali pa se ne morejo pripeljati nekam na cepljenje. Se pravi, obstajajo še določene rezerve, je pa res, da seveda tako kot je sistem cepljenja organiziran sedaj, je stvar lažje obvladljiva. Verjetno bomo na vrsti mi takrat, ko pravzaprav bo cepiva toliko na voljo, da pravzaprav omejitve več ne bodo potrebne in nekih seznami, torej vsak, ki bo se želel cepiti, bo šel in verjamem, da takrat bomo pa seveda tudi primarni zdravniki, pa še kdo drug, prišel do tega, da bo lahko cepil. Ne vem, če sem čisto odgovoril, verjetno tudi kdo od mojih kolegov, družinskih zdravnikov ne bo srečen, če bomo rekli, da naj cepi, ampak jaz mislim, da torej neke določene rezerve na tem področju obstajajo. Še kakšne druge dopolnitve tega odgovora? Ne? Jaz lahko samo dodam, torej v trenutku, ko bomo lahko sprostili vse prioritete, jaz upam, da bo to kmalu, je najbrž smiselno približati cepljenje, kar se da ljudem, torej tudi preko družinskih zdravnikov in tudi mogoče preko specialistov medicine dela, ki tradicionalno recimo cepijo proti gripi zaposlene, s katerimi imajo pogodbo. Taki predlogi so že prišli s strani kolegov. Res pa je, kot je omenil doktor Dovnik, ponovno gre za dodatno veliko delovno breme, ker je to dodatno delo. Plan je, da seveda tukaj pomaga recimo civilna zaščita, mogoče do neke mere tudi kakšni vojaški uslužbenci, ampak na zdravstvenem področju se to zelo prekriva z ljudmi, ki so sicer zaposleni v zdravstvu in tukaj ne pridobimo dosti kadra. Ampak na vsak način moramo dati pač vse od sebe, da v naslednjih 2 mesecih cepimo prebivalce Slovenije, ki pa morajo pri tem seveda tudi sodelovati v čist neposredno lastno dobro. Napovedi so, da bodo države, ki bodo pocepile dovolj velike deleže svojega prebivalstva, seveda tudi na ekonomskem področju prosperirale po epidemiji znatno bolje kot tiste države, ki bo v jesenskem delu tega leta čakal še kakšen val epidemije in s tem ponovno ukrepi, ki bodo lahko prikrajšali kakšno vejo gospodarstva. Tako da stvar je res širokega državnega pomena. Najlepša hvala. Zdi se mi, da smo zdaj res izčrpno Milena Zupanič je rokico dvignila, vidim. dotaknili teh tem. Dober dan. Morda, ja. Veste kaj, jaz bi se malo vrnila nazaj, ker prej se nisem tako hitro mogla vklopiti, ampak tole, kaj ste dali slučajno že kakšno pobudo zdravniki za izgradnjo tega akademskega UKC-ja? Ali je to zdaj, ste dali oblasti že kakšno pobudo vladi? Ja, smo dali, ja. Ja. Smo dali, se dogovarjamo, potekajo na različnih nivojih pogovori, neke vrste lobiranje, ki že presega same zdravniške organizacije. In zdaj se je ta načrt za okrevanje in odpornost, ki iz Evrope pač ponuja sodelovanje tudi na področju zdravstva, se ponuja kot ena od možnosti, da bi tukaj Slovenija naredila en preboj.
da bi po 50 letih prišli do nekega modernega centra in tukaj iščemo široko podporo še drugih partnerjev, tako visokotehnoloških podjetij. Veste, kaj bi to pomenilo za Kemijski inštitut, za Jožefa Štefana in tako naprej, ne? Lahko imeli neko helvetizacijo gospodarstva, če bi v Sloveniji uspeli se zmeniti in bi naredili tako visok akademski center, ki ne bi vzel krone z glave niti UKC Ljubljana, niti UKC Maribor. Oba UKC-ja sta potrebna za vzhodno pa za zahodno Slovenijo, ne? Ampak za nadgradnjo pa v akademskem centru ne moreš delati rutinsko hernioplastiko, ampak razvijaš, delaš z zahtevnimi, redkimi primeri neko inovativno medicino, ne? Imam pa še dve vprašanje iz stroškov. Kakšni stroški pa so, če zgradiš en tak nov krovni bolnišnico, to je eno, in drugo, a ste se kaj pozanimali, kaj bi pomenilo tudi kompletna ta digitalizacija zdravstva, stroškovno gledano, ker mi zdaj gremo na to razdrobljene ponudnike digitalne, ne, in zato pač nimamo tega enovitega sistema nikoli. Predlagate torej enovit sistem, nisem od začetka poslušala, ki bi torej nadomestil vse sedanje sisteme, in ali kaj predlagate točno glede digitalizacije? Torej, mislim, da gre za kar zelo konkretno strokovno vprašanje. Tisto, kar si mi kot uporabniki tega sistema na eni strani želimo, da bi bili ti sistemi povezani, da bi mi lahko komunicirali s pacientom in potem z kolegi, ki pacienta obravnavajo, na način, ki ne bi potreboval papirja, dobesedno. Zdaj, ali je to izvedbeno popolnoma nov sistem, ali gre za povezavo, je stvar pravzaprav stroke, ki se s tem ukvarja. Ampak tukaj gre seveda v veliki meri ne samo za neko stroškovno pridobitev, olajšanje, se pravi hitrejšo obravnavo lahko pacientov, ampak čisto konkretno za kakovost obravnave in za varnost bolnikov, ne, ker gre za potem dostop do originalnih izvidov, ne pa nečesa, kar je nekdo prepisal na en papir ali pa samo povedal pacientu, ko je šel recimo na pregled nekam drugam ali pa specialistu. To so zelo povezane stvari. Na drugi strani seveda digitalizacija omogoča tudi spremljanje kakovosti zdravstvenih storitev, varnostnih zapletov, če hočete, skratka, to se da enostavno potem nadgraditi. Zdaj to dobesedno peš ni izvedljivo oziroma zahteva ogromne časovne kadrovske vire, če želimo to spremljati. Tako da to je nekaj, od česar mi zelo veliko pričakujemo. Če še lahko samo jaz tu nadaljujem, torej jaz kot idealist in perfekcionist si želim točno to, kar ste razumeli, se pravi, da bi imeli namesto 6, 7 IT hiš in sistemov enega samega. Zasebni zdravniki in zobozdravniki čez palec, lahko rečem, da nas je 1500, pa vsak od nas vsaj 1000 evrov na leto da za vzdrževanje programa, ki ga uporablja, se pravi 1,5 milijona na leto mi porabimo za to, da vzdržujemo 6 računalniških hiš, ki nam vzdržujejo programe, posodabljajo, se pravi, uvajajo to, kar si ZZZS zmisli ali pa kdo drug. Se pravi, zagotovo bi en program seveda bil mnogo cenejši, oziroma tudi če bi bil na začetku investicija večja, dolgoročno bi tukaj država prišparala, torej vsak od zasebnih zdravnikov plačuje te IT hiše iz denarja, ki ga prejme od opravljanja storitev za svoje paciente. Vsaka novost, ki pride, stane 10 do 20 evrov, digitalna blagajna mene stane 6 evrov na mesec, se pravi, tukaj dejansko možnosti za dolgoročno štedenje in učinkovitejšo, ker ko imaš ti en program, je to pravzaprav kompatibilno, se pravi, ti ne rabiš spet dodatno plačevati, da bo tvoj modul kompatibilen z tistim od kolega, se pravi, idealno za moje pojme bi bilo, da bi bil sistem eden. Seveda je pa to tudi politično vprašanje, ker kar nekaj, kak bi rekel, seskov je prisesanih na zdravstveni denar iz tega naslova in ogromno denarja, torej, če mi zasebniki damo 1,5 milijona, javni zavodi dajo vsaj 10-krat toliko
za svoje programe, se pravi, in tudi znotraj UKC-ja, to bi mogoče profesor Bejovićeva znala povedati bolje od mene, imajo nekaj teh sistemov, se pravi, tukaj dejansko torej je možnost za prešparati, za optimizirati in seveda za pospešiti digitalizacijo neskončno. Je pa to velikansko politično vprašanje, ali se bo te, ki so zdaj prisesani, odrezalo. Ker nekaj od teh je seveda tudi, kako bi rekel, posvečenih. Se pravi, delajo tudi, kako bi rekel, spremljanje volitev in tako dalje in tako naprej. Skratka, kompleksno, za moje pojme skoraj da nerešljivo, ampak določene države, Litva, Latvija, Estonija, ena od teh, pa mislim, da še kdo v Evropi ima en tak sistem za celo državo enoten. Radko, ti si še dolžen, koliko bi stala akademska bolnišnica? Bolnišnica, ja, to se šteje v milijardah. Ampak poglejte, seveda, ampak zdaj je čas, ne? In če nam Evropa ponuja 6 milijard, zakaj ne bi tukaj izkoristili nečesa in si upali nekaj narediti? Se spomnite, kaj je rekel prvi predsednik slovenske skupščine, France Bučar. To imam v mislih. Torej, če smem jaz tukaj samo dodati, gre že za kar izdelan idejni osnutek. To ni samo ideja, ki bi jo zdaj o njej se pogovarjali na današnjem sestanku, ampak gre že za dokument, ki je bil predstavljen, mislim, da že ministru Gantarju in je še v obravnavi na ministrstvu. Gre pa za tako terciarno inštitucijo, ker trenutna 2 klinična centra se v bistvu ukvarjata tudi z sekundarno medicino, oboje smo regionalne bolnišnice, kar seveda ni čist ta prav model za to prav razvojno usmerjeno terciarno medicino. Hvala. Najlepša hvala. Še vprašanja? Ja, jaz bi imela še eno kratko za doktorja Kuštrina. Pa me zanima, če se prav spomnim, je minister Poklukar v sredini marca napovedal oblikovanje delovne skupine, da bi se sindikati začela pogovore o možnosti izstopa iz enotnega plačnega sistema. Pa me zanima, če se je že kaj zgodilo na tem področju, ste že imeli kak sestanek, v kateri fazi je zdaj to? Žal se ni zgodilo še nič. Bilo je dogovorjeno tako takrat tudi, ko smo bili predstavniki koordinacije zdravniških organizacij pri ministru, da bo to do 20. In seveda to, da se nič ne dogaja, vse, da bi mi vedeli, sproža zelo, zelo veliko vprašanj, pa tudi veliko nezadovoljstva in jaz pričakujem, da se bo v prvi tretjini tega meseca naredil prvi korak. Najlepša hvala za odgovor. Še kakšno vprašanje ali zaključujemo? Ni več vprašanj. Če ni več vprašanj, potem bi se vsem 4 predsednikom vseh 4 zdravniških organizacij najlepše zahvalila za res izčrpne odgovore, pojasnila za kar veliko časa in tudi tako STA-ju kot delu za vsa vprašanja. Na koncu morda prenesite res te informacije okrog cepljenja, seveda vse informacije, ampak tudi informacije okrog cepljenja, res je pomemben mesec pred nami. Tako da najlepša hvala in srečno. Nasvidenje, srečno.